Spoštovano občestvo, dobrodošli vsi. Biteater, programski sklop Lutkovnega gledališča Ljubljana, znova razmakne zastor. Lutkovni western Hiša iz pločevine brusi lečo vprašanja individualizma, svobodne volje in razmaknjenega polja želja. Na sekanti mojega in družbenega nazadnje sreča posameznika, ki zmoreta misliti dom, če tudi sredi puščavskega neurja, v zapečku, ki ni nič več in nič manj kot hiša iz pločevine. Dim, dom, dom. Larisa Kazič, scenografka, je o Hiši iz pločevine povedala tole. Na odprtem prostoru vrtljive mize, ki je osrednji scenografski element, praznina ni uprizorjena zgolj s puščavo, zapuščeno pločevinasto hišo in odsotnostjo drugega, temveč tudi surovo obdelanimi in erodiranimi površinami, zvoki, peskom in negotovostjo osrednjega protagonista. Ti elementi vzpostavljajo dialog med pokrajino in liki ter poudarjajo občutek ranljivosti in nepredvidljivosti. Scenografija je zasnovana tako, da dobesedno spodmika tla pod nogami likov. Vrtljiva miza postane simbol neulovljivega in spreminjajočega se zunanjega, a tudi notranjega sveta, hkrati pa omogoča animatorjema, da kot višja sila intervenirata v življenja likov in jih obrneta na glavo. Mesto se sprva zariše kot nejasen obris, obljuba in izpolnitev želja, ki postopoma dobiva otipljivejšo obliko, a svojo dvojnostjo ohranja napetost med hrepenenjem in obljubo, ter ostaja metafora za posameznikovo iskanje smisla in pripadnosti, kjer cilj ni nujno enoznačen. Z nami je režiserka Jana Nunčič. Pod napetim obokom sveže stvaritve lutkovne umetnosti je literarno delo Magnusa Millsa. Vaša, tvoja, gre vendarle za kolektivna prizadevanja, postavitev se na roman Trije, ki si želijo h kralju, le rahlo nasloni in vendar so stične točke prepoznavne in pomenljive. Mills izriše prostor, v katerem je struktura sodobne družbe domala neobstoječa. Navade in odnosi so tako na planem, kot prostrana, prazna pokrajina v romanu, ta divji kraj na visoki ravnini, posejan s pločevinastimi hišami, kaj ne? Ja, mi smo se na ta roman res čisto malo naslonili. Meni je bila to bolj kot ne čisto začetna inspiracija. Navdušil me je pa ta roman glih iz te preprostosti, tudi iz tega, da ta lik ne ve, kaj bi rad, do tega, da je to v puščavi in ta jezik, v katerem Magnus Mills piše, je meni zelo ljub. Hkrati pa je to roman za odraslega. Mi smo to zgodbo vzeli za tako izhodišče, da smo se z njo želeli poigrati tudi v animaciji, s tem, da smo preizkušali različne oblike lutk, do tega, da ta naš karakter ne tava sam s sabo, ampak si ustvari ta svoj svet, ki se mu tudi pojavi in nekako se te stvari kar zgodijo, no. Se mi zdi, da tudi če v knjigi govori res o tej samoti in puščavi kot nečem dost niti ne abstraktnem, se mi zdi, da ta prostrana puščava za vsakega lahko pomeni nekaj drugega in tudi naš Gregor kot glavni lik si tam najde svoj dom. Kar pa v knjigi ni, je tudi isto, tudi se vrne nazaj domov, ampak se mi zdi, da je tam ta kontekst čisto malo še bolj navezan na to družbo. Pri nas smo res sledili Gregorju in Maji kot glavnim likom, da jih malo bolj približamo občinstvu v tem, da izpostavimo njuno zgodbo.
Mills v svoji preobražajoči se, prepričljivi priliki razgali surovo bistvo vodenja in individualnosti, skupnosti in samote, nemara samosti, napredka, pa tudi odmika od unanjega. Proza je še in še izčiščena, dogodki absurdni in komični, človeški odnosi pa življenjski in parodični hkrati. Ker ste, kot veva, predstavo namenili otrokom, starejšim od 5 let, ste v čisto avtonomnem dramskem postopku izrezali več pomembnih poudarkov. Katere, Jana? Ja, prva bistvena je to, da je vsak sam in vsak si sam išče svojo pot in tudi Gregor ima svojo voljo, da se odloča, da tudi če ne ve, kaj si želi, gre v to, da se izprašuje in sledi zunanjim vplivom, katere imamo tudi mi, vsak posameznik danes mnogo. Hkrati pa ta skupnost se mi zdi, da je zelo pomembna, ker tudi on v puščavi na konec ni sam, tam pride njegova prijateljica, ima tam sosedje, ki so mu na voljo, zato da si medsebojno pomagajo, se zabavajo, hkrati se tukaj vidi ta družba tudi v puščavi, s tem, da Gregor ni sam, pride tam njegova prijateljica, ima tam sosede, ki si pomagajo, skupaj živijo v puščavi, in to dejstvo, da vsi odhajajo v mesto, je nekaj, kar pritegne tudi Gregorja in tudi mene je, in se mi zdi, da večina ljudi danes išče svoje mesto, ne glede na to, če je to v velemestu ali nekje drugje, se mi zdi, da imamo neko refleksijo, da se vedno sprašujemo, če smo na pravi poti ali ne. In se mi zdi, da je to bila tudi zame neka, ali pa še vedno je neka pomembno vprašanje, tako kot za Gregorja. In za mlade je to danes tudi neka taka krizna situacija, kjer smo obdani z toliko informacijami in željami, ne samo naše želje, pričakovanje staršev, okolice, da se počutimo izgubljene, mogoče. In se mi zdi, da je tudi super, da se lahko počutimo izgubljene, da lahko probamo različne stvari in tudi Gregor na konec sproba vse, kar mu pade na pamet, se pravi, da gre v to mesto, vidi tam tako dobre stvari mesta in tudi to, da ima problem z višino, in ga je na koncu strah in čez svoj strah ugotovi, kaj mu je zares pomembno. In da naposled hrepeni kot slehernik po domu. Da. V literarni krajini je nenavadno malo reči. Nepreklicno spregovarjata le pločevina in rdečkasti pesek. Kako ste scenografsko zagrabili prostrano praznoto in jo na toliko načinov soočili z daljno obljubo mesta? Mislim, da ta praznota skoraj malo izgine, ker se mi zdi, da tako Lutki kot glavna karakterja najdeta v kančku peska, kaktusu, vedno potencial za igro, za pogovor, za to, da se zgodba razvije naprej. Vedno smo tam našli detajle, s katerima ni dolg čas, kar pa je v osnovi v knjigi kar izrazita tema tega dolg časa, da v bistvu nimata v puščavi nič za delati. Pri nas se mi zdi, da smo veliko bolj igrivi z samo praznoto. Kar se tiče mesta, pa se mi zdi, da smo šli v dost stilizirano podobo, ker realnega mesta ne moremo prikazati. Smo pa se odločili za malo bolj
drugačno lutkovno podobo kot v ostalem delu predstave. Prav v mestu imamo takšne majhne lutke, manjše hišice, ta gib je stiliziran. Je to taka neka vizualna sprememba iz prejšnjega dogajanja. Hiša iz pločevine je tvoj, bi dejali, režijski debi, vsaj znotraj meja institucionalnega gledališča. Biteater pa je nadvse razgiban in vitalen programski sklop, ki prav vam, mladim in kipečim ustvarjalkam in ustvarjalcem, odpira vrata raziskovanja. Kako si doživela ta svojevrstni laboratorij? Meni se je tukaj delalo zelo dobro. Moram reči, da nisem navajena, da imam prostor na razpolago v tako dolgem časovnem obdobju, tudi z profesionalnimi igralci in celo ekipo. Hkrati sem imela res dobro ekipo, kjer zaupam. Zdi se mi, da tudi igralca sta bila zelo odprta k temu, da smo razvijali zgodbo od začetka do konca, skupaj smo pisali tekste. In to, da imaš pač omogočen prostor, tako kot ekipo, ki ti je na razpolago z delavnicami vred do lučkarjev, zvočkarjev, tehnike. Je pač nekaj, kar mogoče nisem navajena vedno, in to, da pač sem to imela, je kar pomirljivo v tem, da lahko pol res delaš to, kar lahko delaš. V tej hiši je nekoč nekdo živel, pa se je preselil v mesto. Ja, življenje je tam lepše. Domen Šuman, obiskoval si gledališko šolo Prve gimnazije Maribor, danes si študent režije na praški Damu. Ko si nekoč bral sodobno dramatiko, si pohvalil uspelo težnjo absurdne drame, ustvariti distanco do realnega sveta. V hiši iz pločevine je poskus odpiranja srca, potem, ko si dovoliš pogled z razdalje, precej očiten. Ja, mislim, da ta trditev, da je treba ustvariti neko distanco do nekega materiala ali pa do resničnega sveta, v katerem živimo, ki je zelo zakodiran in ga je težko razumeti, včasih dobro vzeti iz tega konteksta, pa malo predrugačiti in s tem se v bistvu neke stvari odkrijejo in boljše vidijo. Tako da mislim, da to tudi delamo tukaj s hišo iz pločevine, da je v bistvu nekaj, kar je zelo človeškega in naravno za vsakega posameznika, v bistvu destiliramo v neko fantastično ali pa alegorično pokrajino, ki nam ni niti tako blizu, tudi v slovenskem okolju, blizu to, da bi neke stvari postale bolj očitne. Svoboda volje je ključna tema Milsovega opusa. Tema svobodne volje je pravzaprav najnazorneje razdelana prav v romanu Trije, ki si želijo h kralju. Romanu torej, ki ga režiserka imenuje za osrednjo inspiracijo. Liki v romanu živijo pretežno v alegoričnem svetu, ki ne premore več kot za prgišče oprijemljivih konvencij, ni služb, ni gostilen, v oporo jim je nekaj malega socialnega tkiva. Glavni junak poskuša v svojem majcenem, ljubljenem pločevinastem zapečku vzpostaviti lastno svobodo, a se kmalu izkaže, da to ni docela preprosto. Če bi izkrčil stezico do osnovne snovi, do mesa hiše iz pločevine, kaj bi dejal? Ja, mislim, tako kot je že Jana rekla, v bistvu je ta knjiga za nas res zgolj začetna inspiracija, torej od tega, kar je tam napisano, in do tega, kar imamo mi na odru, je kar veliki skok. Ampak sigurno, kar pa je za nas v središču, pa je Gregor. Gregor kot lik, ki ne ve, kaj hoče, ki ne ve, kam gre,
in v bistvu skozi neko to simulacijo, v kateri biva, spoznava v bistvu, kaj želi in kaj so te njegove vrednote. In mislim, da to je ta cilj, kaj nas zanima, in potem seveda imamo tam neke dejavnike, v tem smislu, da imamo tam neko reklamo za mesto, potem neke sosedje, ki so dejanski ljudje, ki pač bivajo z nekom, in v bistvu spostavljamo neke relacije in situacije, da bi pač človek lahko spoznal, kaj pa sam želi. No. In mislim, da to je to glavno, kaj nas zanima. No. Če je Gregor tisti, ki išče in mestoma tava in se celo v delu prepusti kolektivni hipnozi, pa je njegova sopotnica, prijateljica Maja nenavadno budna v lastni resničnosti. Ja. Mislim tudi že nasploh, to je nekaj, kar imamo iz originala, da ta Maja oziroma Mary v originalu je v bistvu nek protipol in nek malo reality checker, in se mi zdi, da je pomembno. Mislim, seveda imamo nastavljeno zelo, je drzna, neposredna, ampak ni pa negativna, zelo se mi zdi pozitivna postava, oziroma akter, in v bistvu tudi ona deluje v bistvu kot en katalizator za Gregorja, ne, da ona v resnici s tem, ko ve, kaj hoče, in s tem, kaj v bistvu predstavlja, da to res je njegova dobra prijateljica, s katero v bistvu on lahko živi do konca svojega življenja, je pač to, kar je najbolj pomembno, in ona to ve. In ona se tega zaveda, za razliko od Gregorja, ki pa mu ni vse tako jasno. In mislim, da tam je ta neka lepota. No. Pri slikanju kontrasta med pustinjo, ki je prostor, ki drami izrazito avtorefleksijo, in mestom, ki utegne biti obsedno stanje, pri slikanju kontrasta pa niste na noben način moralistični. Se motim? Mogoče se mi zdi, da je nekaj še pomembno, da v bistvu s tem, kar delamo, ne želimo biti moralistični, da v bistvu dojemamo to kot študija primera, bolj kot kaj drugega. In da v bistvu to, da se on odloči, da bo živel na vasi, ne v mestu, ne pomeni, da je mesto potem slabo. Mislim, da to je zelo pomembno reči. No. Smo se tem tudi ukvarjali v procesu, kakšen imamo odnos do mesta in kakšen ne, in smo v bistvu morali si dosti reči, da v resnici to ni moralistična stvar, ampak da je to v bistvu en specifičen primer. In da tam je dosti bolj pomembno, kaj se njemu zgodi znotraj, kot to, v kakšnem okolju. Mislim, seveda okolje je pomembno, ampak za njega okolje, ne za vsakega. Ko nebo se utrga, pesek se dvigne in zmaj poleti, takrat se tvoja pot najde. Lovro Finžgar, letel si že v pletežu adaptacije Brechtovih iger, diplomiral si namreč Zdaj letim in 1981 v režiji Nine Rajić-Kranjac. V hiši iz pločevine si protagonist Gregor, ki se znajde v pločevinastem domu sredi puščave. Gregor sklene, da bo tam preživel noč ali dve in krenil dalje. Potem pa ostane in ostane dlje časa. In se mi zdi super povezava tudi v bistvu z mano, pa nasplošno se mi zdi, Gregorja smo zastavili kot enega popotnika, ki ga vse zanima, tak Indiana Jones. Ampak v trenutku, ko pa pride do ene varnosti, ki mu zdaj ta hiša mu predstavlja neko varnost, neko stabilnost, je pa zelo preprosto kar pozabiti na tisto, kar ne bi on bil, in pač ostati v tem obdobju tiste hiše. Tako da v bistvu Gregor v nekem momentu kar malo stagnira v bistvu na nek način. Ne? In se mi zdi zelo podobno, recimo tudi z mano. Ne? Konstantno se moram spraševati, a jaz nekje ostajam zato, ker je varno, samo zato, ker je varno, pa pač potrpim ene stvari, ali ostajam tam zato, ker si res tako želim. No? Sanje, ki niso
Gregorjeve lastne, da bi namreč doživel mesto, vsaj jaz to tako želim brati, rekoč tam imajo neskončno zalogo vode, sence na pretek pa še peščenih nevihtni, Gregorja odpeljajo proč. Hiša iz pločevine nas sooči s temeljnim, kako prisluhniti lastni svobodi, kako jo sploh izgraditi. In v istem opozori, kako ranljive so naše želje in z njimi, kako pak mi. To si krasno detektirala in povedala. Ja, ne, se pravi, spet, vsak dan se mi zdi, da smo na preizkušnji. Kaj so res naše želje, kaj nam je pa na nek način usiljeno, da bi bile naše želje. Že v smislu, tak banalen primer, ampak recimo popusti v trgovini, v trenutku, ko so popusti, se začnejo spraševati, mogoče pa res rabim to. Ampak, a res rabim ali ne? In se mi zdi tudi v tej predstavi konstantno oglaševanje tega mesta. Gregor še sam reče, da ni niti pomislil, da bi živel kdaj v mestu. Ampak se pojavlja letalo z napisom mesto vaših sanj, mesto, mesto, mesto. In v tistem trenutku še sam začne preopraševati, kaj pa je tam v mestu, ne? Mogoče grem pa jaz tudi v mesto, mogoče je pa tam tisto, kar jaz rabim, tam tisto, kar iščem. Ne? Pole razplete se, kakor se razplete. Ampak, ja, ne, se mi zdi, da živimo v času, ko vse naše sanje, naša upanja, naše želje so tako ali drugače konstantno bombardirane z milijon drugimi stvarmi in je treba biti res pozoren, no, da ostaneš nekako, kako preko, zvest sam v sebi oziroma konstantno preopraševati, kaj si jaz res želim, kaj pa mogoče nekdo drug želi, da bi si je želel. No? Ne vem, sem ti odgovoril približno. Pač ta nevidni on, ki vsiljuje prostrano polje želje, ki je nenasitno. Saj razumemo, kdo je ta veliki on, kapitalizem. Dejal si, Gregor nekako stagnira in vendar v zadnji fazi prebojen spozna, kje je njegova srčna postaja. Ja. Ampak zato mora najprej iti, ne? Mora videti najprej, kaj ni. Se pravi, se mi zdi, da že dejstvo, da on sploh gre v mesto, je, če ne bi bilo mesto oglaševano, kot je bilo, ne bi šel v mesto. Po drugi strani pa, če ne bi šel v mesto, mogoče ne bi spoznal, da pa v bistvu ves čas je iskal dom in toplino, ker jo pa je na nek način dolgo, ne? In zato se pol tudi vrne. Se je malo kliše, ampak se je tukaj tudi pokazalo, da včasih cilj ni toliko pomemben, kot sama pot do tistega cilja. Da mogoče to je ena taka stvar, ki se mi je sam še enkrat potrdila, no, znotraj tega ustvarjalnega procesa. Da. In da se niti ne gre truditi, da bi si prihranili izkušnjo življenja, tudi če je na mestih bridka. Absolutno. Takrat se tvoja pot najde. Srečno! Dala Ana Štiglic, igralka, animatorka, plesalka in performerka. Prisrčno dobrodošla. Hvala. V prizoritvi Lovci na srečo režiserja Zorana Petroviča si se spraševala o tem, kaj je sreča, kako jo iskati, kako spremeniti svet, če sploh. V hiši iz pločevine si tudi Maja, ne le Maja, vitalna, dobrosrčna, umirjeno, brezskrbna sopotnica, ki se ne pusti preslepiti vsiljenim vtisom o obetani sreči. Kdo še je Maja v predstavi? Mislim, da Maja sebe malo bolj pozna, kot se Gregor. In Maja ve, da si želi Gregorjeve bližine in jo tudi aktivno poišče. Medtem ko Gregor, čeprav si tudi v bistvu to želi, tega ne ozavesti in še drugič odide,
da bi na vse zadnje le prišel domov. Da bi začutil občutek doma. In mislim, da je Maja za ta njegov občutek ključna. Tako da, če poenostavim, le rečem Maja, enačaj, Gregorjev dom. To, kar ona dva skupaj počneta, njuno druženje, tudi njuni majhni opravki, gospodinjski, kakršnikoli, so tisti, ki jih Gregor potrebuje, da bi se udobno usedel vase. Maja je tudi izzivalka. Maja je zelo neposredna, iskrena in v ključnem trenutku Gregorju nastavi zrcalo. Prevpraša njegova stališča. Gregor sicer v tistem trenutku ni zmožen iskrenega odgovora ali pa uvida v sebe, ampak zopet mora narediti krog, pa priti nazaj, pa pogruntati. Pa še ena stvar lahko trdimo o Maji, da je dobra kuharica, ker Gregor to nesporno pove, da njen kolač je najboljši. Da njen kolač je celo sinonim za dom, pisano z veliko začetnico ali ne mara, kar celotno besedo izpišemo z verzalkami. V pustini je še nekaj lažje zatipati praznino, tudi samega sebe. Puščava je navsezadnje kulisa simbolov, kot so samota, iskanje smisla, odpahnjenost na rob, tudi tavanje in upor. Kako ti doživljaš to nezavezujočo kuliso sicer? Ja, puščava gotovo ni udoben kavč. Je diametralno nasprotje, je zelo neizprostno okolje. Osnovne življenjske dobrine so v pomanjkanju, zanje se je treba potruditi. Tudi ljudi je v pomanjkanju, jih je peščica, pa še tisti, ki so, se odseljujejo. In ja, gotovo se človek v takem okolju lažje začuti. Mislim pa, da če se mora soočiti s seboj, se sleči, se dobro preoprašati pa pretresti, je to težko narediti v kateremkoli okolju. Tako da puščava thumbs up. Za Gregorja dobro. Misliti počasnost, če živiš v hiši iz pločevine, sredi puščavskega peska, je ena vrsta izziva. Misliti tukaj in zdaj, sredi mestnega vrveža, pa nekaj povsem drugega. Kako ste naslikali ti dve točki, ki sta precej vsak sebi? Mislim, da smo ta dva svetova skušali slikati v čim večjih aspektih. To se pravi, in prostorsko je ta puščavski svet veliko bolj prepišen, medtem ko je mestni zgoščen. Zelo pomemben je tle zvok, krasna glasba, ki je tudi v velikem kontrapunktu, pa seveda v ritmu gibanja ljudi, v ritmu njihovih dejanj. Še ena drobtinica ob koncu. Maja se tudi kulinarično, gastronomsko precej dobro, celo odlično odreže, ali ne? Ja, Maji očitno gre to dobro od rok. Pa gre tudi za Alijani? Ne, za Alijani sploh ne gre to dobro od rok. Za Alijana ima 5 jedi, ki jih je izpopolnila do sprejemljive mere. Ne rada pa eksperimentira, se uči kaj novega v kuhinji. Ja, Maja pa smo se šalili, ker je, no, se boste videli zaključek, ampak Gregor res zelo očitno poudari, da je Maja dobra kuharica. Pa smo se hecali, da je Maja tak sam za gospodinjo, kar seveda nikakor ne drži. Ampak, ja. Hvala tudi vam, bodite nezaslišano lepo. Srečno!